Pozdravljeni, z vami sem Minka Gatar in danes bomo govorili o koreninah. Tale peteršilj je sicer od zjutraj, pa sem ga prav namenno dala takole, da vam pokažem. Glejte, korenine, ne? Kolikor je velika rastlina nad zemljo, toliko velike ima korenine. Se pravi, tako zgoraj, tako je tudi spodaj. To je zapisano na smaragdni plošči, ki je bila najdena, v glavnem v srednjem veku so po njej hoteli iznajti iz navadnih kovin zlato, ker so gor alkimistični zapisi. Pripisujejo smaragdno ploščo Hermesu. Hermes je grški bog sporočil, zdaj ne me držati za besedo, ampak v glavnem dejstvo je, da to je najstarejši zapis vklesan na kamnito ploščo in govori, mislim, to, kar je mene najbolj pritegnilo, se pravi, zapis je: tako kot je zgoraj, je tudi spodaj. Vse je med seboj povezano in vse je enako. In zdaj vemo, da vsaka celica zase je svoj organizem, tako kot mi. Vsaka celica ima svojo modrost, tako kot mi. Vsaka celica ima svoje celično jedro, recimo tako kot srce. V glavnem, v bistvu, celica je človek v malem. Po drugi strani pa, mi smo sestavljeni iz elementov in vsak organizem, živo telo, je vesolje v malem. In to so v bistvu vse med sabo povezano. In tudi vemo, da recimo živčne povezave oziroma možgani spominjajo na te živčne povezave, vse skupaj, vse med sabo povezano. Lahko primerjamo z vesoljem, lahko pa primerjamo možgane, same možgane s črevesjem, ker če črevesje v krogu obrnemo, so ravno tako možgani. V glavnem, tako zgoraj kot spodaj. Ampak danes ne bom toliko fizično govorila, kot to, da če razumemo, večje, ko imamo težave nad zemljo, fizične težave, večji vzrok je nekje v podzavesti, več duša sabo vleče. In če se tega zavedamo, da ne pomeni, da si nekdo zadal veliko, ampak mogoče v preteklih življenjih ni predelal, in pač enkrat je treba pokidati, pač časoma se ne bere. Vsi poznamo to, če dolg časa ne pospravimo, vemo, kakšna svinjarija je v hiši. Tudi vemo to, da če dolg časa, recimo kar pomislite, tisti, ki imate slabo prebavo, kako se trudite potem spraviti vso svinjarijo iz telesa. Ali pa bom rekla, točno tako, kot razmišljam, ves tisti drek iz vašega telesa, ker to ne spada več v vaše telo. No in zdaj pa poglejmo naprej fizične težave. Se pravi, tam, kjer ste ranjeni, tam imate težave. Ampak človek pomisli, zadnjič sem govorila z eno gospo, težave ima z jetri, je rekla, pa jaz nisem jezen človek, jaz sem najbolj prijazen človek na tem svetu. Ja, ampak ima potlačeno jezo. In potlačena jeza je pa tista, ki uničuje njo. No, zdaj vam bi pa rada pokazala tole, glejte. To je tale, to sem vam že kazala, DNK duše. Kako sem prišla do tega DNK-ja duše, to je iz knjige Ko imaš življenje žur, z te strani vam moram pokazati. V glavnem, hotela sem neko zaporedje najti 12 čakr in na koncu sem najdla vijačnico čez celo telo, 12 enakih mer in vsak ima svojo mero in to je tole. Točno to. In ko štejemo od popka navzgor, se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6. In ravno tako od popka navzdol. No, zdaj pa, če si predstavljamo, spet vam bom sliko pokazala, dejstvo je, da vsi poznamo, če bi bil to svet, ozonska luknja nad severnim polom in ozonska luknja nad južnim polom. In to zdaj vsi poznamo, ozonske luknje. Ampak dejstvo je, da naša avra postane naluknjana, ko imamo neke čustvene težave. Imamo dobesedno ozonsko luknjo. In ozonska luknja dovoljuje, zdaj pomislite, če gledamo zemljo kot celoto in potem bomo primerjali to s človekom. Ozonska luknja, tam, kjer se tanjša ozonska luknja,
so ljudje hitro opečeni, pride preveč ultravijoličnih žarkov na zemljo, ni tega zaščitnega plašča okrog zemlje in seveda to je škodljivo sevanje. Ravno tako je pa pri nas ljudje, ki pa po večini, leta se smo na zemlji, imamo vsi nekaj naluknjano avro. Dejstvo je, da bolj kot je naluknjana avra, več slabih energij lahko pride do vas. No, zdaj pa ena stvar. Kaj pri nas krpa to energijsko polje? Ena stvar je odpuščanje in to je najbolj pomembna. Odpustiti čisto vsem ljudem. Vsem, kdor ti je rano, kdor ti pade na pamet, odpustiti čisto vsem. Druga zadeva pa je, druga energija je pa hvaležnost. No, to dvoje krpa to ozonsko luknjo oziroma to energijsko polje okrog nas. Naslednja zadeva pa, mi imamo pa notranje izdajalce, ki pa v bistvu od znotraj to sevanje odpira to luknjo. To je pa onesnaženje. No, spet se vrnimo na zemljo. Poglejmo zemljo, glejte, s čim mi ljudje tanjšamo ozonsko luknjo. Ker ta ozonska luknja se ne tanjša od zunaj, ampak jo mi, ker je zemlja zastrupljena, dejansko s tem načinom življenja, ki ga imamo, tanjšamo ozonsko luknjo. Zdaj tukaj seveda rečem, ki ga imamo, ker vsak delček prispeva verjetno k tem, da vplivamo tudi na ozon. No, zdaj pa poglejte, mi, ljudje, pa tanjšamo ta zaščitni plašč okrog sebe z jezo, s sovraštvom, s potlačenimi čustvi in prva stvar človek pomisli, pa saj jaz nisem hudoben. Verjamem, ampak poglejte, jaz ko sem prečesavala moje vzorce in ko sem tiho sedela leta nazaj z eno od knjig od Louise Hay in razmišljam, kaj čutim do mojega zdaj bivšega moža. Misel, ki mi je šla skozi možgane, je bila: sovražim ga. Sem se tega ustrašila. Glejte, pri poroki nihče ni govoril o sovraštvu. Dokler naju smrt ne loči, obljubim, da te bom ljubila in spoštovala in tako naprej. Kdo je rekel, kaj pa če se zgodi sovraštvo? Nihče. In sem veselo potlačila to, ker to je pa smrtni greh, ker o tem se pa ne govori, in nasmeh na obraz in šibajmo dalje. Ampak poglejte, vsak odnos, ki ni, in verjamem, da večji del imamo res zanimive odnose, ki ni briljanten, nas nekaj uči. To so naši osebni čustveni trenerji, ki nas učijo, da napredujemo na svoji poti. In nekateri nas učijo odpuščanja, nekateri nas učijo ljubezni do sebe, nekateri nas učijo postaviti se jasno za sebe, nekateri nas pa učijo postaviti jasno meje in slediti temu. In tudi duša si izbrala take odnose in duša si izbrala vse to, da bo predelala. No, zdaj pa, kje imate težave? Se pravi, če se vrnem nazaj na jetra. Jetra so direktno povezana z jezo. Direktno. Jeza, potlačena čustva, tisto, kar te nekaj melje. In predvsem žolč, kdor ima težave z žolčem, je pa absolutno jeza, ki bi te razžrla. In žolčni kamni, jeza. Vem, da ponavadi ti ljudje, ki potlačijo jezo, so zelo prijazni ljudje, ampak vsake toliko časa pa eksplodirajo, da bi cel svet poslali nekam. In potem se ustrašijo sami sebe in rečejo, joj, sem grozen človek. Ne. Vzgojen ste bili, ali pa so bili taki ljudje, da je treba potlačiti čustva, da morajo biti odgovorni za čustva drugih in da morajo druge ljudi usrečiti in da morajo za druge ljudi poskrbeti. Druga stvar pa, glejte, želodec. No, zdaj bomo pa šli naprej. To je zdaj vzgoja. Zakaj si pa duša izbere tako vzgojo, tako družino? Zaradi tega, da lahko predela rane iz preteklih življenj. Dejstvo je, da večji del vsi smo pozabili pretekla življenja, da se ne spomnimo. Meni se je zdaj v zadnjih letih pač odprl nek kanal, da lahko vidim, če mi je dano. Enkrat je pa šla ena gospa na svetovanje
Je rekla, no, zdaj pa poglej moja pretekla življenja. Ne vidim, kar tako nič ne vidim, pejte k eni jasnovidki, ne vem, kam boste šli. Ampak lahko pa pomagam najti potlačene vzorce, ki jih predeluje duša. Se pravi, z odnosom, ki ga imamo z nekom, kaj se uči duša skozi odnos. Recimo, če je nekdo, zadnji primer povem. Ena gospa se je poročila, iskala je varnost, to je bil njen osnovni moto, poiskati varnost. In je našla nekega partnerja, ki ji je nudil to varnost. In na koncu, ko sta se ločila, je ostala čisto brez vsega. Čisto brez vsega. In kar se je njena duša učila, je spustiti varnost. Zdaj pa kaj sta ona dva predelovala? Ona je bila z njim že v enem od preteklih življenj in je bila z njim samo zaradi tega, da je imela varnost in ni napredovala. In potem logično si duša izbere točno iste ljudi, a veste, iste ljudi. Kar pomislite, zakaj te k nekomu tako močno povleče, nekdo drug te pa lahko usvaja, pa si mirno, hladen te tudi gane. Zakaj? In nekdo drug te pa povleče k njemu in mogoče ti celo logika govori, to ni dobro zate, pa rineš tja. Ali pa ti mogoče vsi ostali govorijo, to ni dobro zate, vsi ostali vidijo, da ni zdrav odnos, ampak ti rabiš predelati lekcijo, narediti stopničko in iti naprej. In tisti skupni imenovalec pri vseh pa je ljubezen do sebe, postaviti se za sebe, najti tisto dobro lučko v sebi, tudi opravič druge ljudi. Ker vsak dela najboljš, kar zmore in zna. Čisto vsak. In tisti ljudje, ki so nas najbolj ranili, so najbolj ranjeni. In če mi nekoga ranimo, glejte, je to tako kot dve živali ranjeni, ki se enostavno med sabo, ranjena žival je vedno napadalna. In ravno tako je z vami. Kdor je napadalen, pomeni, da je močno ranjen in da ima kakšno stvar za pozdraviti. No in seveda, zdaj kako pozdraviti vse skupaj, pa smo spet pri zdravilni molitvi dekodiranja. Tako da to imate v knjigi, ko ima življenje žur na strani 412 in v glavnem začeti delati na dekodiranju podzavestnih vzorcev, programov in če ne najdete, kaj imate za počistiti, glejte, v tem primeru pridete na osebno svetovanje, da najdemo tisto, kar se je zataknili in s to gospo, ki je bila zdaj nazadnje pri meni, 6 listov so popisali. 6 listov njenih programov, od tega, da mora biti pridna punčka, da mora ugajati, da mora kupovati ljubezen, da se mora podrejati, da Bog ne daj, da bi koga prizadela, ker ona nikogar ne želi raniti, ampak če pa sebe rani, je pa v redu. In glejte, koliko žensk ima težave s tem, da ne zmore iti naprej. Prav ženske smo, zdaj, če boste brali knjigo Koliba, v knjigi Koliba piše, največji izziv je, da se ženska odvrne od tega, da služi moškemu in se obrne proti Bogu. Za moške je pa večji izziv, ker se morajo odvrniti od te energije denarja, materialnega, in da se obrnejo k Bogu. Se pravi, mi ženske služimo moškim, moški pa služijo denarju. Tako da v glavnem cilj je našega življenja, da pridemo do tega, da najdemo tisti mir v sebi in zato delajte vsak dan nekaj v tej smeri. In danes me je poklicala ena moja prijateljica, ki zadnje čase nič ni naredila za sebe in je rekla, ne moreš verjeti, 2 uri sem šla na sprehod, koliko sem srečna. Nekaj narediti za sebe, mogoče si narediti kopel. No in zdaj mogoče še en tak nasvet za vse tiste, ki delate z ljudmi. Glejte, ker smo v polju energiji, je pomembno, da vsakič, ko zaključite dan, da se stuširate, da vzamete mogoče sodo bikarbono, se zdrgnete, da ščistite, da čistite svoje energijsko polje, tudi telo, ker dejstvo je, da prav soda ali sol čisti naše polje. Zdaj, če imate možnost, skočite v morje čim večkrat. Slana voda je tista, ki čisti. In dejstvo je, da voda, vsaka voda vedno odplakne vse strupe. Tako
Tako da delajte najprej na tem fizičnem, ampak dejstvo je, telo je samo zemljevid naših čustev in ko mi razumemo, kaj se dogaja, takrat lahko tudi zdravimo. Zato imejte se radi, delajte na sebi in poskrbite tudi za to, da se boste naspali in prosite vodstvo, naj med spanjem dobite sporočilo v sanjah, kaj imate še za narediti v svojem življenju. Boste videli, angeli vam bojo priskočili na pomoč in vas bojo vodili naprej, ker, glejte, to je samo življenje in mi smo veliko več, kot pa samo ljudje. Imejte se radi.